Tudi županja se ne ustrašila danes dežja, županja pozdravljeni, že ste se tudi sprehodili, že ste bili na pohodu. Kaj nas danes čaka, kaj to pomeni vam in na naši občini danes? Ja, jaz vam želim vsem prav lep dober dan in sicer od najmlajšega do najstarejšega. Seveda pa moram posebej pozdraviti našega častnega občana, ki je danes tudi tukaj z nami, in pa vodstvo in pa seveda zaposlene osnovne šole Ivan Cankar in pa vrtca v Ljutomeru. Jaz sem zelo vesela, da se je tako vrtec kot tudi šola odločila, da že drugo leto organiziramo skupaj to različno generacijsko druženje in pa drugo leto tudi dan aktivne mobilnosti. Jaz bi se rada iskreno zahvalila vsem, ki so lani sodelovali pri naši trajni mobilnosti, kajti uvrstili smo se v sam vrh, se pravi v vrh Evropske unije in dobili priznanje finalista. Zato vam res iskreno čestitam in se vam zahvaljujem za vse aktivnosti, ki ste jih izvedli. Kajti zato ste zaslužni vsi, od najmanjšega do najstarejšega. Ker pa smo bili tako navdušeni s tem priznanjem, smo se seveda odločili tudi, da bomo letos kandidirali za Evropski teden mobilnosti in želimo seveda poseči po najvišjem vrhu in dobiti seveda še kakšno denarno nagrado, ker potrebe k temu, da tudi naredimo kakšen trden projekt, narekujejo seveda določene finančne posledice. Tako da bo tudi v jesenskem času zelo aktivno, cel teden bomo naredili aktivnosti in se seveda družili. No, jaz pa bi vseeno še izkoristila danes priložnost, rada bi izročila šopek najbolj zaslužnim v okviru te trajne mobilnosti našega projekta in sicer ravnateljici vrtca v Ljutomeru in pa gospe Marjetki Kuhar iz osnovne šole Ivana Cankara v Ljutomeru. Želim vam prijetno druženje in še naprej lep dan, čeprav ni sonček, ampak nas niti dež ne ustraši. Hvala lepa. Ja, še enkrat prisrčno pozdravljeni prav vsi, mali in veliki, ki se niste ustrašili dežja in ste bili z nami na poti do čistilne naprave ali pa ste se nam pridružili tukaj na glavnem trgu. Gibaj se veliko in opazil boš razliko je geslo, ki nas spremlja pri izvajanju naših gibalnih dejavnosti. Trudimo se, da bi otrokom privzgojili aktivni življenjski slog, da bi skrbeli za svoje zdravje in preko otrok tudi odrasli. In v tem duhu gibaj se veliko in opazil boš razliko, naj poteka tudi naprej to druženje na glavnem trgu. Hvala. Ja, seveda, jaz bi v prvi vrsti vse lepo pozdravila in se zahvalila in dala priznanje vsem staršem in dedkom in babicam, ki ste se pridružili današnjemu pohodu. Odziv je bil odličen, skoraj vsi ste prišli. Tudi mi seveda nadaljujemo s tem, da spodbujamo otroke k čim več gibanju. Naša šola stoji na hribu in do nje je težko priti drugače, kot mislim, najlažje priti peš. Zato odsvetujemo vožnjo z avtomobilom, avtobusi pa tako ali tako ne morejo gor. In naši otroci imajo odlično priložnost, da spoznajo, da je gibanje zelo pomembno, potrebno in mislim, da ga občutijo tudi kot dobro in koristno.
Zato smo se priključili tudi temu projektu trajnostne mobilnosti, o katerem si bodo še slišali gotovo danes kaj. Takole, letos smo izvedli dvakrat igro prometna kača. Prvič smo izvedli v mesecu septembru in drugič v mesecu februarju. Z rezultati smo kar zadovoljni, večina naših učencev vseeno prihaja v šolo peš, nekaj opravi kombinirano, se pravi peš plus avto oziroma plus peš, ostali pa pridejo z avtobusom. Mi si seveda želimo, da bi čim več učencev prihajalo peš, kajti vemo, da je to tudi najbolj zdravo in obenem tudi najbolj varna pot. Hvala. Zdaj pa še prosim vrtec, tudi vrtcu smo pripravili žogice. Marija Pušenak.